Najbrž ne boste verjeli, ampak danes se vozim na novem kolesu. No, vsaj v narekovajih je kolo novo zame, v resnici gre pa za rabljeno trekking kolo. Nabavil sem ga zato, da vam pokažem, kako malo vložka je treba, da lahko začetnik prične s kolesarjenjem. Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Izkoristil bom to lepo soboto, da preizkusim to novo trekking kolo, ki sem ga nabavil 2 dni nazaj. Imamo krasno sončno vreme, približno 8 stopinj Celzija, ravno pravo za eno tako prijetno jesensko kolesarjenje. Ideja je začela tleti nekaj časa nazaj, ko je ena gledalka na YouTubu napisala komentar, če bi lahko posnel video o tem, kako naj začne začetnik voziti kolo. Najprej sem se vprašal, kaj točno je s tem mislila, ker jaz vas ne morem naučiti voziti kolesa preko videa. No, sem pa potem vseeno razmišljal, da lahko posnamem video o tem, kako naj si začetnik sploh nabavi kolo, v katero opremo je še smiselno vložiti denar, kako zbrati prve proge in mogoče kako se odločiti glede prehrane in hidracije. Normalno, da nisem kupil tega kolesa samo zato, da bi posnel ta video. Vse skupaj je sovpadlo s tem, da sem se jaz odločil, da bom začel v službo hoditi s kolesom. V Novi Gorici namreč nočeš biti vezan na javni promet ali pa se drsati s svojim avtom levo-desno. In glede na to, da že imam cestno in gorsko kolo doma, sem se odločil, da si bom pač za tole tretje kolo kupil nekaj rabljenega, nekaj, kar bo preprosto za vzdrževanje in da bo čim manj drago. No pa najbolj, da se tukaj ustavim za 2 minuti in vam pokažem, kaj si lahko začetnik kupi za manj kot za 100 evrov. Imel sem srečo, da sem kupil dobro ohranjeno trekking kolo znamke Focus Caribou Peak. Staro je približno 14 let, ima 28-colske gume, 27 prestav, od spredaj 3, verižnike od zadaj 9. Oprema na njemu je Shimano Deore, zavore so še tiste navadne na gumice. Imam tudi navadna flat pedala, sem pa zraven na kolesu dobil še nosilec za bidon, zadaj tisto podsedežno torbico in pa celo na belanci zvonček. In tako, evo, če bi se kdo odločil, da bi rad začel kolesariti, je to ena taka odlična izbira. Trekking kolo ima široke gume, s katerimi lahko zaviješ na vsak makadam ali pa greš z njimi tudi po asfaltu. Tale ravna flat pedala vam omogočajo, da na njih uporabite praktično katerekoli čevlje. Z enim nosilcem za bidon imate zagotovljeno, da boste lahko s sabo na pot vzeli nekaj malega pijače. In ne nazadnje, kar seveda tudi šteje, kolo sploh ne izgleda tako slabo, da bi bilo človeka sram, ko se usede na njega. Za udobno vožnjo pa je poskrbljeno s temi stranskimi rogovi na belanci. Jaz sem se odpravil na pot brez števca, brez kjergakoli senzorja in celo brez lučk. Popolnoma svobodno se počutim, sem pa vseeno želel nekako narisati progo, da vam lahko dam link od spodaj v opis videa, tako da sem si na telefonu prižgal Stravo. Na kolesu sicer je nek števec, vendar je prazna baterija, tako da ga v tem kratkem času nisem uspel usposobiti. In se mi prav fajn zdi, da me niti ne zanima, koliko hitro se vozim in koliko sem prevozil. Vse bom videl doma, ko bom shranjeno progo tudi objavil. Če si bo kdo od vas slučajno kupil tako kolo, naj ga ne bo sram, kako poceni je bilo. Če se vam zdi, da ste dali premalo, lahko še zmeri nakažete 50 dodatnih evrov v dobrodelne namene. Vsekakor pa vam svetujem, da če ne drugega, kolo najprej zapeljete na servis, da čist malo pregledajo zavore, menjalnik, če je vse ok, tako da ne bi bilo že na prvi vožnji kakšnega presenečenja. Jaz ga na servis nisem vozil, ker je bilo kolo res odlično ohranjeno, tako da sem samo doma napumpal gume na ustrezne bare, prilagodil višino sedeža na svojih 75 cm gledano od osi gonilke do vrha in pa en mal namazal verigo, zato ker se mi je zdela, da je suha. Jaz bom danes s tem kolesom naredil kakšnih 40 km in to bo čisto dovolj za en tak kratek test, da bo kolo zdržalo tudi tista moja kratka mestna kolesarjenja gor in dol po Novi Gorici.
Lahko povem, da sem z Kitajske že naročil sprednjo in zadnjo lučko, tako da bo moja vožnja na tem kolesu še bolj varna. Zdaj pa bodi dovolj o tem in pejmo naprej na obvezno opremo. Obvezna oprema vsakega kolesarja je čelada. Okrog tega je škoda karkoli debatirati. Vaša glava je neprecenljiva in ne želite, da bi ob padcu na tla se razpočila kakor kakšna lubenica. K temu jaz rad dodam še opremo, ki vam ščiti dele telesa, kjer se dotikate kolesa. Se pravi, dobro podložene hlače, ene udobne in čim bolj trde čevlje in pa morda, če vam tako paše, tudi ene udobne rokavice. Poleg vsega tega je pa po mojem mnenju pametno nabaviti tudi ena očala. Preprosto zaradi zaščite oči, ne samo zaradi močnega sonca, ampak tudi zaradi tega premikajočega se zraka, ki vam lahko zasolzi oči ali pa vam vanj prinese kakšen tujek. Vsa ostala oprema je vam na izbiro, prijetna, udobna oblačila, glede na vaše cenovne zmožnosti in tudi ostala oprema, kakšni števci, lučke. Vi morate najti nekako pravo mero med tem, kaj rabite, kaj vam je všeč in kaj si lahko privoščite. In tega vam ni treba narediti v enem dnevu, ampak lahko opremo kupujete skozi več let. Zato se vi ne obremenjujte s tem, kakšno opremo imam jaz na sebi, še manj pa se obremenjujte s tem, kako izgledate vi v vaši opremi, ker to ni bistvo kolesarjenja. Pri nakupu oblačil vam lahko pomagam le v toliko, da vam zrihtam 10% popust v španski spletni trgovini Sirocco. Imam pa spet neko ponudbo iz kitajske spletne trgovine Temu za novo sodelovanje in za nove popuste za moje gledalce. Jesen nas res razvaja spet z enim čudovitim dnem. Super se počutim, tudi na tem kolesu ne opazim prav nobene stvari, ki bi mi manjkala. Razdalja, povprečna hitrost, srčni utrip. Kaj je to? Jaz imam super izlet. Pravilno je, da z nabavo kolesa in opreme zapravite čim manj časa in čim manj denarja, ter da se začnete čim prej ukvarjati s kolesarjenjem. Najprej se je treba spoznati s kolesom, da vidiš, kakšna je drža na njemu, kakšne so posebnosti recimo pri uporabi zavor ali pa menjalnika. Verjetno ne bo treba kaj dosti več kakor 2 kroga po kakem parkirišču in vi boste pripravljeni zaiti na pot. Za te prve ture ne si izbrati preveč velikopoteznih idej. Odločite se za take, ki jih boste zmogli, lahko tudi krajše, ne preveč višincev, ampak čisto tako, da dobite občutek, kaj zmorete in kako se kolo obnaša. Prav nič se ne rabiste obremenjevati s tem, kako dolg bo vaš prvi krog. Zaradi mene tudi če je samo 15 km. To je popolnoma vaša stvar in čisto vaša stvar je tudi, če boste te vaše vožnje kjerkoli beležili in še s kom delili. Moj nasvet bi bil, da naredite tako kratek krog, da boste komaj čakali, kdaj boste šli spet na kolo. Sporedno z vašimi prvimi vožnjami, dajte razmišljati tudi o tem, kako se boste prehranjevali in hidrirali. Na kolesu lahko zelo hitro izgubljaš tekočine, zato ker se potiš, zraven pa ta zrak, ki te obdaja, omogoča, da ta znoj zelo hitro izhlapeva in praktično sploh ne veš, kdaj se izsušiš. Jaz tako na specialki kot tudi na gorskem kolesu zmeraj vozim s sabo 2 bidona. Če boste shajali samo z enim, imejte v mislih, kje boste vmes lahko kaj dotočili. Zadnje leto upoštevam tudi to, da si v vodo v bidonih dodajam elektrolite, kar se mi zdi, da mi koristi pri mojem zdravju. Kar se tiče prehrane, je splošno pravilo, da pred vožnjo zaužijete ogljikove hidrate, ki vam dajo gorivo za mišice, po vadbi pa beljakovine, ki vam poškodovana mišična vlakna na novo zgradijo. Seveda, pomembna je čim bolj uravnotežena in zdrava prehrana, sploh pa se od začetka na kratkih vožnjah ne rabite toliko bremenjevati, kaj boste jedli, saj lahko pojeste doma prej in potem. Šele kasneje, ko boste odhajali na 2, 3, 4 urne vožnje, pa boste razmišljali o tem, kaj boste imeli s sabo, mogoče kakšne gele, energijske ploščice. Vidiš, ko se je napalo. Se pravi, boste vzeli s sabo kakšne gele, energijske ploščice ali pa magari dali od zadaj v žep eno navadno banano.
Še ena velika, pomembna stvar, ki jo začetnik nikoli ne sme pozabiti ali pa zanemariti, je motivacija. Od začetka, veste, ne bo nobenega problema z motivacijo. Vi boste nahajpani, ko boste imeli novo kolo in opremo in boste komaj čakali, da greste na teren. Ampak po parih dneh, tednih, ko boste imeli za sabo par 100 kilometrov, se pa lahko zgodi, da ne boste več imeli vzvoda, s katerim bi se motivirali za kolesarjenje. Dobro razmislite, kako se boste motivirali in prepričevali za naslednje vožnje. Premislite, zakaj ste se v prvi fazi sploh odločili, da bi postali kolesar. Vas žene mogoče hujšanje, vaše zdravje, bi radi imeli lepe izlete. Karkoli, da boste najdli vsaj tisti kanček motivacije, da se spravite spet ven. Če ne drugega, lahko za motivacijo pogledate tudi kakšen moj video. Posamezniki pravijo, da pomaga. Tako, ko se počasi približujem domu, nekako ugotavljam, da je moje kolo prestalo prvi test in da bo zelo uporabno za tisto vožnjo v službo in pa po mestu. Jaz upam, da bo tudi vam uspelo spraviti na kup teh 5 velikih, nabava kolesa, ustrezne opreme, pravilna izbira prog, pravilna izbira prehrane in hidracije in pa motivacija. Ja, trekking kolo je res udobno in s temi širokimi gumami pokrije lahko različne površine. Seveda tudi meni bo odigralo super vlogo tle po teh mestnih vožnjah. Je pa seveda zaradi tega primerno tudi za začetnike, ki sploh ne vejo, po kakšnih cestah se bi najrajši vozili, v bistvu to še ugotavljajo. Jaz bi se vam najlepše zahvalil za ogled tega videa. Naročite se na kanal. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.